Zdaj se vračamo k zgodbi, ki je pretresla mojo domačo zvezno državo Arizono, kjer je policija objavila 2 odkupninski pismi v upanju, da bi našli sledi do matere ameriške televizijske voditeljice Savannah Guthrieove. Prvo sporočilo so obravnavali kot verodostojno. Zahtevalo je milijone dolarjev v bitcoinih. Drugo sporočilo pa je trdilo, da je Nancy Guthrieova umrla kmalu potem, ko so jo pred 6 meseci ugrabili iz njenega doma blizu Tucsona. Šerifov urad na tem območju in okrožje pravita, da njene smrti ne moreta potrditi. Preiskava ostaja aktivna. Da bi vas seznanili z dogajanjem in glede na najnovejši razvoj dogodkov, je z nami v studiu naša voditeljica in dopisnica Nataša Kurčik. Nataša, ali nam lahko razložiš, kaj pravzaprav ta odkupninska pisma sporočajo, kaj razkrivajo in zakaj so bila objavljena prav zdaj? No, seveda je to zelo pretresljiva zgodba. Naj povem nekaj ozadja. Savannah Guthrieova vemo, da je znana ameriška televizijska voditeljica. Njena mama je bila stara 84 let, ko so jo 31. januarja ugrabili iz njenega doma. Naslednje jutro se ni pojavila na virtualni cerkveni maši in družina je takoj posumila, da je nekaj narobe. Toda do danes, 6 mesecev kasneje, skoraj da ni bilo nobenih informacij, nobenih sledi o tem, kdo je to pravzaprav storil. Prav, ni bilo nobenih prebojev. Video zamaskirane, oborožene osebe, ki so jo ujeli na kamero tik pred našo hišo. V bližini so našli rokavico. Na njej ni bilo DNK, ki bi ga lahko identificirali. Tako je situacija zdaj postala, lahko bi rekli precej obupana. Policija je objavila ti 2 odkupninski pismi z upanjem, da bo kdo prepoznal slog pisanja in jim tako dal namige, kdo bi lahko dejansko izvedel ta ugrabitev. Torej, poglejmo najprej to. Ta odkupninsko pismo, moram reči, ki ste ga omenili, v bistvu zelo preprosto. V bistvu so zahtevali odkupnino, zelo poslovno, 4 milijone dolarjev v bitcoinih v nekaj dneh. Na to pa so zvišali zahtevo na 6 milijonov dolarjev v ameriških dolarjih, ki mora biti plačana do 17. ure v ponedeljek. To je bilo objavljeno 2 dni potem, ko je bila ugrabljena. V bistvu je bilo tudi, kot lahko vidite na koncu, na tleh ob vznožju njene postelje bela pametna ura in bela reflektorska luč na dvorišču je bila uničena. To naj bi bil dokaz, ki ga je ta oseba navedla, da bi poskušala dokazati, da je odkupninsko pismo verodostojno. Policija je zato to štela za verodostojno. Zato so to tudi objavili. Spet, če to preberete, je zelo poslovno zapisano. Ampak drugo sporočilo je tisto, ki tukaj res izstopa. Drugo sporočilo je popolnoma drugačno. Poglejmo, če ga lahko zdaj prikažemo. Oseba je očitno zelo vznemirjena zaradi tega, kar se je zgodilo. Poglejmo drugo sporočilo, če ga lahko prikažemo. Torej, frustracija narašča. Poglejte, ugrabitelj. Torej, v bistvu ta ugrabitelj, če je to ista oseba, spet ne vemo, ni bilo ocenjenega kot verodostojno. Pravi, da nismo vedeli, kako bolna je bila. Opravičujemo se. Nismo v celoti razumeli resnosti njenega fizičnega stanja. Nikoli je nismo nameravali poškodovati. Umrla je kmalu potem, ko je bila ugrabljena. Verjamemo, da je bilo povezano s srcem. Pokopali smo jo v naravi in v bistvu ne bi mogli narediti ničesar, da bi spremenili izid. Iskreno nam je žal. Torej, očitno je način izražanja tukaj zelo poseben. Ta oseba zveni zelo čustveno. In vprašanje je, ali je to verodostojno in ali bo nekdo lahko to prepoznal, oprostite, da prepozna to pisavo in da poda namige, kdo bi dejansko lahko storil ta zločin. Torej, kaj v tem trenutku vemo? Mislim, tole. Najprej te slike zamaskiranih napadalcev, ki prihajajo sem. To je grozljivo. Očitno je šlo za kaznivo dejanje. Ni prvič, da preiskovalci objavijo osumljenčevo lastno pisanje, da bi jih poskušali identificirati v takšnih primerih. Zagotovo ne. Tako da, veste, ali je ta pristop že kdaj deloval? Je dejansko deloval? Dejansko je. Torej, najbolj znan primer je pravzaprav Ted Kaczynski. Poznan je kot Unabomber. To se je zgodilo v 90. letih. Bil je domači terorist, ki je izvajal vrsto bombnih napadov po pošti po vsej državi. V teh napadih je ubil 3 ljudi, vzdevek Unabomber pa je dobil, ker je ciljal na univerze in letalske družbe. Zato Unabomber, napadalec na univerze in letalske družbe. On je v bistvu objavil manifest in v 90. letih je policija rekla, da ga bodo objavili v časopisu. Upali so, da bo kdo prepoznal slog pisanja. In njegov brat ga je dejansko prepoznal in tako so ga ujeli. Ampak danes, z razvojem ChatGPT-ja, je težko vedeti, ali so bila ta pisma sploh napisana na roko. Lahko bi bilo samo še eno, veste, z umetno inteligenco ustvarjeno sporočilo v teh odkupninskih pismih. Torej, zagotovo bo zanimivo videti, ali bo na objavo teh pisem kakšen pravi odziv. Moje misli so z družino. Očitno težka situacija. Nataša, hvala, da ste prinesli najnovejše informacije.